Dober dan in dobrodošli v mojem novem vlogu. Odpravljava se na pohod po Levadi, po kateri sva hodila pred 15 leti. Hkrati pa bi rada našla tudi točko, kjer sva se takrat fotografirala, da bi poustvarila fotografijo, seveda bi pa rada našla tudi hotel, v katerem sva takrat prebivala. Levade so vodni kanali, ki so bili narejeni za potrebe namakanja na otoku. Speljani so bili s hribov dol vse do morja. Voda je zelo čista in bistra. Sama pot je nekje zelo adrenalinska, na eni strani prepad, na drugi strani voda, ampak vse poti pa so speljane zelo lepo, ravno, ker padec te vode je minimalen in so tudi vse te poti ravninske. Ob poti imaš čudovite razglede na ocean, na nasade banan, mostičke in ta šum vode, ki prav pomirja. Del poti gre skozi vasi, v glavnem pa skozi nasade banan in pa sladkornega trsa. Midva sva to pot danes brala, ker je tako malo bolj oblačno vreme in nimaš potem tiste skrbi, da te sonce cel dan kuri. Ravno zaradi tega, ker so te Levade speljane položno, so primerne za razne sprehode in rekreacije. Po poti sva na sprehodu srečala tudi par domačinov, verjetno zaradi tega, ker je sobota. Ja, ko sva bila tukaj pred 15 leti, sem se jaz ukvarjal še s tekom in takrat sem šel zmeraj teč na Levade, ker so to praktično edine ravne poti tukaj na Madeiri. Kamorkoli drugam se obrneš, so prepadi ali pa kvečjemu 10% klanci. Teh Levad je na otoku več kot 2000 kilometrov, tako da ni nobenega opravičila, da ne greš na sprehod. Občutek imaš, da je vse v hribih in da kamorkoli se obrneš, da je hrib, ampak so te Levade zelo, zelo fajn. Pa še take, da te sprosti, malo opazuješ naravo, okolico. Dodatna vrednost te Levade, ki sva jo danes zbrala, je tudi to, da je blizu najinega apartmaja. Dejansko sva šla le par 100 metrov čez naš park in sva bila že na Levadi. Prehodila sva že nekaj več kot 3 kilometre. Temperatura je super, občutki fajn. Te banane niso take, kakršne poznamo v Sloveniji, ampak so nekaj takega, kakor so na Kanarskih. Se pravi manjše, tudi bolj sladke in zelo okusne. Se pravi dobrih 10 centimetrov. Tudi cvet je zelo lep. Midva sva se zdaj na neki točki ustavila in se zelo približala hitri cesti. Kot zanimivost naj povem, da ima ta otok več kot 150 tunelov in 43% teh hitrih cest gre skozi tunele. To samo govori o tem, kako preluknjan je ta otok in mu z razlogom rečejo švicarski sir. Na stebrih tega viadukta se tudi vidi, kako globoke so te strmine. Midva bova zdaj zavila notri v kanjon. Tukaj je speljan tudi najlepši del te Levade, zato ker gre globoko v kanjon in tik ob teh strmih stenah. Greva pa zdaj tudi malo skozi gozdiček, tako da ima ta pot tudi en tak čaroben pridih. Tukaj se pa tudi lepo vidi, kako so bili konstruktorji prisiljeni speljati poti čez mostičke in skozi tunelčke, če so hoteli ohraniti tale nežen naklon Levade. Te poti so zelo lepo urejene, ampak moram reči, da mene je vseeno malo strah.
vsaj na nekaterih predeljih. Vlasta si tle ne upa iti več naprej, jaz pa grem pogledat še kakšnih 100 metrov. Pa mislim itak, da je konc in da bova obračala. Je kar grozljivo, tako če pogledamo dol v prepad. Na ovinku tudi postane precej mokro, ker voda teče preko roba levade. Ja, in potem gre noter v tunelček. Naredim še 2 koraka, lih toliko, da vam pokažem. Tako je speljano potem naprej. Ampak, kakor sem rekel, midva bova na tej točki obrnila, zato ker sem jaz tudi na Stravi videl, da nobeden od pohodnikov ni šel tukaj dalje. Tako da tudi midva nimva nobenega razloga, da bi izzivala in iskala, kako ta levada naprej divja. Greva lepo nazaj, itak imava že 5 kilometrov in ne zamujava popolnoma nič. Še ne take prepadne stene gor za mano lahko pokažem. Kako je bilo? Glej, se sem šel samo 100 metrov naprej, tam na enem ovinku, potem voda gre kar čez rob levade, tako da je precej mokro, pa tudi tunelček je tako mičken, da bi se bilo treba po vseh 4 plaziti skozi. In nima pomena, da rineva naprej. Veš, se je tle tabla, da se gre tukaj dol, ne? Vse dol so neke stopnice, ampak itak je potem neka industrija in mislim, da ni smisla, nobene take lepote več ni videti, da bi bilo vredno riniti dol. Koliko ti pa kaže na uri? Na uri mi kaže skoraj 5 kilometrov. Evo, res bova 10 bova naredila. 4-6 uredi je. Jaz bi kar začel obračati in greva lepo nazaj. A te je še strah zdaj, ker te tako močno držim? Ma ne, zdaj meni je toliko. No. Sej, greva zdaj tle lepo počasi nazaj in se sprehodva med temi čudovitimi nasadi, ki je res lepo. Pa pomirjajoče. Hvala. Zelo korajžno sta šla ta dva, kaj naprej, si vedel? Sem pa razmišljala, da bi šla lahko tudi po oni strani, a? A ja, sem ne prav daleč, ker vidim, so tam že neke skale. A te je še strah? Ja. Lej, Vlasta, hodila si po stekleni ploščadi 500 metrov nad oceanom in nimaš več pravice, da te je strah. Ja, okej. Bom razmislila. Hello. Thank you. Hello. Po poti nazaj se je oblačnost malo razkadila in je posijal še sonček. Še dobro, da malo piha, ker sicer bi bilo zelo vroče. Zdaj je pa že čas, da najdeva hotel, v katerem sva takrat bivala. V redu, voda? Ja, super je. Pa bom pa še jaz tam malo. Ne vem pa, zakaj so eni šopi teh banan zaviti v to folijo, nekateri pa ne. Če bi bili vsi zaviti, bi bila pol prepričana, da je to zaradi kakih škodljivcev, tako mi pa ni jasno. No. Sva imela pa kar srečo, ker je bila pot čist skozi suha, ker na nekaterih levadah je vse mokro in moraš imeti primerno obutev, pa kakšen anorak, ker greš pod kake slapove. V glavnem je tista pot lahko še tudi bolj zanimiva, ampak ta je pa taka primerna za nas, ki hodimo glih kaj malega. Zdaj bova pa tukaj poiskala točko, ker sva se slikala pred 15 leti in pa ustvarila fotografijo. Stop. Tukaj, lej. Dol je tisti kandelaber.
Ja, in ta temen zid je vidim, črta. vidim. Tle bo. Postav se, te bom jaz Ja, slikal. okej. Tukaj ne? Bolj naprej. To je 100% ta točka, ampak je zdaj kar precej drugače, ker so vse pozidali na novo. Zdaj morava narediti pa še eno fotografijo, ki jo bova potem ponovila čez 15 let. Čin, čin. Evo, pa sva ga najdla. Tukaj sva bila 15 let nazaj in izkoristila čudovitih 14 dni. To bi bilo za danes tudi vse. Hvala za vašo pozornost, bodite fajn, pejte tudi vi na kak sprehod, mi pa se vidimo kmalu. Čau, čau! Zdaj morava narediti pa še eno fotografijo, ki jo bova potem ponovila čez 15 let.